sem v zadnjem času full padel spet nazaj v J-Rock in specifično mi je en band Wanima full všeč, če karkoli poznaš. To mi je pa znano. Meni tuj. Katerega si dobil to? Ne vem, če so oni delali za kak anime, ampak imajo določene komade. En komad mislim, da ima celo čez 100 milijonov ogledov na YouTubeu. Ampak ja, zdaj so, mislim, da bolj aktivni v zadnjih 10 letih mogoče zdaj, ampak so res tako zgleda ful popularni, ker so tu delali zdaj pred kratkim duet pač to collaboration z tem Mongol 800, če kaj poznaš. Oni so tako eni od teh ful znanih starejših J-rockerjev. Pa ta Man with a Mission mi je tudi ful. Man with a Mission imajo pa logistična nočna mora, se temu reče. Ja, itak, ker ne more čez masko pet, ne? In ima pol koncert je tuk low light, ne, tako da ja, low light koncert morajo imeti čist, zato ker imajo maske od volkov, ampak je volk tukaj in je ta del odprt, ne. Ker ne more peti čez masko, ne more dihati čez masko na koncertu in Freeze čist črno pobarvan, zato da jih Jagno ne prepozna. On je Lock Horizon dela opening. A mogoče veš, zakaj, mislim, je to dejansko se hotel neko tematiko, kaj je razlog? Z njimi v bistvu ful nisem imel toliko komunikacije, zato ker so zelo po idol principu šli. Manager. Zakaj to tukaj? Tukaj je ta luč, tukaj je ona, veš, je bilo striktno tako da z bendi jaz nisem imel neki časti se neki veliko pogovarjati. Ampak ja, kokar sem zastopil na Hiter, je bil issue to, da oni so hoteli se predstaviti kot japonski band, zdaj že ni več to skrivnost, da je pa njihov secondary pevcem, ki ima backing vokale, pa pol Američan, pol Japonc. In niso hoteli tega nekako izpostavljati. In potem je na podlagi tega so maske prišle, ampak očitno so pač ostale in je to zdaj njihov trademark in pač... Tako kukar v, kaj je on, Sekaj na Ovari, ki je tudi Piero, ne? Je tudi, mislim, da Skrit for... Like, velike bandove. Skaj mi to tudi tak znano se sliši? Velik, a veš, ampak nekateri so prišli izvod tega, ne? Kaj? Ja. Sekaj na Ovari, se poznaš RPG, pa... Unika, ampak to spet z enega animeja mi je znano. Pa imaš eno na harmoniki, pa imaš... Ampak to je spet z animeja. Like nisem že tako dolgo iskal v spominu, kako se imenujejo, ker sem jih hotel poslušati, pa sem toliko pozabil. Sekaj na Ovari, daj da zapiši mi nekaj dol, ker sem že leta in leta iskal sem jih po YouTubeu, kako se imenujejo. Vidim, da Gregijo večji mashup je bolje. Če pa so tako cool, gleči tako nežno. Oni so taki, ne vem kako bi... Pa vidim neko veliko drevo, oni so fairy tale. Oni so full fairy tale. Na svojih koncertih tako naredijo celo drevo, predstavljaju si, da bi tako eno megalomansko drevo naredil in pol imaš take lučke, veš, take lanterne tam in pol imaš tako cel filharmonični orkester pred njimi, pa pol tako imajo tak fantasy setting in it's a fairy tale land, it's just like the best thing you will ever see. Idi gledat, like, njihov video komad, pa koncert. Enostavno boš se jokal, pa bil vesel. Gregi bo očitno letos pa naslednje leto ful veliko v Franciji. Mislim, a res? Kaj? Ne, pač Fear and Loathing bojo po moje tam. Res? Ja, veš kaj, oni imajo v bistvu... Zakaj pa ne prepeleš v Slovenijo? Ja, Denis, kaj za to? Koliko pa stanejo? Monetizacija. To ni tale, kaj je DoorDash varianta. Ja, ne, oni so kar imajo valjda že full statusa. Tako da... Imajo pač absolutno vrednost. Ampak oni imajo že 10+ let pogodbo z francoskimi našimi kolegi, tako da v bistvu takrat, ko pridejo takrat pač v Evropo, so vedno primarno Francija. Pol pa mogoče še UK, pa je pač ponavadi kar hiter konc, ne.